negò se stesso, facendosi Papež je obbediente. na praznik povišanja Svetega križa spregovoril o tem, kako se je Kristus približal vsem, še posebej pa ubogim. Era un pastore che era fra la gente, fra i poveri. Bil je pastir med ljudmi, med ubogimi, vse dni je delal z njimi. Jezus ni bil nek princ. Za cerkev je grdo, kadar pastirji postanejo princi, se oddaljijo od ljudi in od najbolj ubogih. To ni Jezusov duh. Takšne pastirje je Jezus grajal in zanje ljudem govoril, naj sicer storijo to, kar jim pravijo, a ne tistega, kar počnejo. Non quello che fanno. Jezus je besede, pridite k meni, vzemite nase moj jaram, učite se od mene, izrekel v velevniku. Magari tutti i leader del mondo possano dire questo. Ko bi tudi vsi voditelji sveta lahko rekli kaj takega, je ob tem dejal papež in nato spregovoril o tem, kako razočarani nad življenjem ubogi in majhni ne morejo računati na lastna sredstva, pomembna prijateljstva, ampak lahko računajo samo na Boga. Zavedajoč se svojega nesrečnega položaja, vedo, da so odvisni od Gospodovega usmiljanja in od njega pričakujejo edino možno pomoč. Postanejo njegovi učenci in dobijo obljubo, da bodo našli počitek za vse življenje. Ta obljuba se potem razširi na vse ljudi. Zlasti v svetem letu romarji po vsem svetu prestopajo sveta vrata zaradi točno določenega razloga. Per trovare Gesù. Da bi našli Jezusa, prijateljstvo z njim, počitek, ki ga da samo Jezus. Spreobrnenje pa je vedno v tem, da odkrijemo Gospodovo usmiljenje, ki je neskončno in neizčrpno, je poudaril papež in še dodal, da se od Gospoda učimo, kaj pomeni živeti usmiljenje in tako biti orodje usmiljenja. Vivere di misericordia e sentirsi bisognosi. Živeti usmiljenje pomeni čutiti, da potrebujemo Jezusovo usmiljenje in ko potrebujemo odpuščanje in tolažbo, se učimo tudi sami biti usmiljeni z drugimi.